dame, spoštovani gospodje, ugledni gostje. Dobrodošli na slavnostni seji Univerze v Ljubljani. Ob tej priložnosti še posebej pozdravljam prvega predsednika Republike Slovenije Milana Kučana, predsednika Vrhovnega sodišča Branka Maslešo, ministrico in ministra doktorico Majo Makovec-Brenčič in Gorazda Žmavca, nadškofa metropolita Stanislava Zoreta, direktorja Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije dr. Jozefa Grkeša, direktorja Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu dr. Ivana Rimana, predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti profesora dr. Tadeja Bajka, direktorja Kemijskega inštituta profesora dr. Gregorja Anderluka, rektorja Univerze v Novi Gorici in Univerze na Primorskem profesora dr. Danila Zavrtanika in profesora dr. Dragana Marušiča, pa tudi rektorja Univerze v Trstu Mauricija Fermelja. Pozdravljam tudi predsednika Gospodarske zbornice in člana upravnega odbora Univerze v Ljubljani magistra Sama Hribarja Miliča. Z nami so tudi senatorji Univerze v Ljubljani, nekdanji rektori in prorektori, predsedniki in člani univerzitetnih statutarnih komisij. Veseli nas, da skupaj z nami praznujete teden Univerze, v katerem se vsako leto spominjamo začetkov njenega delovanja. Pojutrišnjem, v četrtek, 3. decembra, bo minilo že 96 let od prvega predavanja. To pa tudi pomeni, da se približujemo stoletnici delovanja. Na uspehe Univerze v Ljubljani smo ponosni, zato z največjim spoštovanjem častne nazive, plakete in priznanja podeljujemo tistim, s pomočjo katerih je Univerza v Ljubljani boljša univerza in uživa ugled v svetovnem merilu. Naša univerza se uvršča med 3% najuglednejših univerz na svetu. Prosim rektorja Univerze v Ljubljani, profesorja dr. Ivana Svetljika za uvodne besede. Spoštovani visoki gosti, spoštovani nagrajenci, spoštovani zbor. Ob praznovanju 96. obletnice prvega predavanja na naši univerzi je priložnost, da se spomnimo dogodkov, ki so zaznamovali minulo leto in da se ozremo tudi v prihodnje. Med dosežki lahko izpostavimo lepo število objav v najuglednejših svetovnih revijah in visoka mesta, ki so jih dosegli naši študenti na mednarodnih tekmovanjih. Verjamemo, da bomo te rezultate lahko v prihodnje še izboljšali, saj je bila Univerza v Ljubljani doslej med univerzami novih članic Evropske unije najuspešnejša pri pridobivanju evropskih projektov in je trenutno najuspešnejša v državi pri pridobivanju raziskovalnih projektov iz programa Obzorje 2020. V preteklem letu smo povezali raziskovalce in raziskovalne skupine, ki razpolagajo z obetavnim znanjem za razvoj novih tehnoloških in organizacijskih rešitev. Tako je nastalo več kot 30 raziskovalnih skupin, ki so pripravljene na razpise raziskovalnih projektov iz programa pametne specializacije. Te skupine so povezane tudi z raziskovalci iz drugih univerz in inštitutov ter s partnerji iz gospodarstva. V podporo tovrstnemu sodelovanju in prenosu znanja smo skupaj z 22 partnerji iz gospodarstva, raziskovalnega in svetovalnega področja ustanovili Slovensko inovacijsko stičišče. Z olajšanjem smo sprejeli zaustavitev trenda zmanjševanja javnih sredstev za delovanje univerze. Ta je v preteklih letih začel resno ogrožati kakovost naših dejavnosti. Škodljive učinke smo zmanjševali zlasti z usposabljanjem zaposlenih za kakovostnejše delo in z razvijanjem tehnološke podpore izobraževanja.
Želimo si, da bi se finančne razmere začele odločneje izboljševati, da bi tako lahko nadaljevali z aktivnostmi v smeri povečevanja kakovosti dela. Sem sodi, da tudi izboljševanje tehnološke opremljenosti univerze ter prostorskih pogojev delovanja na nekaterih naših članicah, kot so umetniške akademije, fakultete za socialno delo, filozofska, veterinarska fakulteta in druge. Naši napori v prihodnje bodo v veliki meri usmerjeni v krepitev mednarodnega sodelovanja. Zavedamo se, da je Univerza v Ljubljani bila in ostaja pomemben gradnik in branik slovenskega jezika, kulture, nacionalne identitete in gospodarske moči države. Mora pa biti tudi pomembna vez svetu. Pri tem izhajamo iz spoznanja, da je slovenski narod v preteklosti doživljal največji razcvet prav v obdobjih, ko je bil najbolj odprt do mednarodnih tokov. Zato bomo po eni strani skrbeli za razvoj slovenskega jezika, zahtevo po objavljanju znanstvenih izsledkov tudi v slovenskem jeziku, ter z vključevanjem tujih študentov v naše kulturno okolje, vključno z učenjem slovenščine. Po drugi strani pa bomo krepili prizadevanja za pridobivanje mednarodnih raziskovalnih projektov, za objavljanje raziskovalnih rezultatov v najuglednejših tujih publikacijah, za privabljanje več tujih študentov in več tujega akademskega osebja. Internacionalizacijo jemljemo kot eno od najpomembnejših oziroma nenadomestljivih poti za povečevanje kakovosti raziskovanja in izobraževanja. Zato smo sprejeli vrsto ukrepov za njeno pospeševanje. Oblikovali smo sklad za spodbujanje prijavljanja na mednarodne projekte, vztrajamo na odprtih mednarodnih razpisih za ključna delovna mesta, ne zahtevamo naprejšnje habilitacije, temveč odpiramo vrata za vstop odličnim znanstvenikom s pomočjo statusa gostujočega učitelja ali raziskovalca. Od zahteve po znanju slovenskega jezika prehajamo na zahteve po učenju slovenskega jezika. Povečujemo število mest za tuje študente, v tujini promoviramo naše programe, odstranjujemo ovire za vključevanje tujih študentov, ki jim bomo nudili tudi več pomoči za vključevanjem v naše okolje in z odličnimi tujimi univerzami sklepamo strateška partnerstva. Spoštovani, Univerza v Ljubljani je velika in raznotera organizacija z več kot 5500 zaposlenimi in več kot 40.000 študenti. Ima izjemen intelektualni potencial, ki ga daje na razpolago skupnosti. Zato je zelo pomembno, da daje dober zgled tudi z urejenostjo medsebojnih razmerij ter z vrednotami, ki jih živi in posreduje študentom in okolju. Zato sprejemamo nov statut, pravila za preprečevanje konflikta interesov in za delo zaposlenih izven univerze. S tem želimo okrepiti univerzo kot skupnost študentov, akademskega in strokovnega osebja, ki ima za cilj ohranjati svoje mesto v družbi najboljših na svetu in delovati v korist državne in mednarodne skupnosti. Verjamem, da bo te poteze z naklonjenostjo spremljalo tudi naše okolje. Hvala lepa. Preden podelimo današnji prvi častni naziv, za besedo prosim slavnostno govornico, ki je predsednica Sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu in prva ženska, ki je kot rektorica vodila Univerzo v Ljubljani. Profesorica doktorica Andreja Kocijančič, ljubno sprosimo, da govorite spoštovani zbor. Spoštovani gospod rektor, člani senata, spoštovani današnji slavljenci, visoki gostje. V veliko čast si štejem, da ste me ob letošnjem prazniku povabili na slavnostno sejo senata. Univerza v Ljubljani je tudi moja alma mater. Meni zelo ljuba alma mater. Čeprav se zavedam,
da naj bi ob takšni priliki govorila predvsem o dosežkih te univerze, mi dovolite, da bom danes razpravljala o različnih vidikih visokošolske kakovosti. O sami kakovosti sem veliko govorila, ko sem bila še na univerzi. In z visokošolsko kakovostjo se ukvarjam od odhoda z univerze, ker sodelujem v delu Agencije za kakovost visokega šolstva. Najprej naj se dotaknem kakovosti znanstveno-raziskovalnega dela. Po znanstveno-raziskovalnem delu se moja univerza, tudi mednarodno, uvršča relativno visoko. Lahko rečemo, da je naša univerza znanstveno-raziskovalno mednarodno uspešna. Če smo bolj natančni, so le nekatere članice te univerze znanstveno-raziskovalno uspešne. To so predvsem tiste članice, ki se povezujejo z znanstvenimi in raziskovalnimi inštituti. Večina raziskovalcev na teh inštitutih so tudi profesorji na naših fakultetah. Prav ti raziskovalci so daleč najuspešnejši. Njim gre zahvala za mednarodno visoko rangiranje univerze. Naj omenim še medicino, ki mi je najbližje. Medicinska fakulteta kar nekaj prispeva k znanstveno-raziskovalni kakovosti naše univerze. Ima namreč inštitute, ki se prvenstveno ukvarjajo z znanstveno-raziskovalnim delom in pritegnejo ključne delavce, ki dajo pravi smisel znanstveno-raziskovalnemu delu in njegovi aplikaciji. Od tod tudi moja ideja. Menim, da je bistvena povezava univerze z znanstveno-raziskovalnimi inštituti. Če bomo še naprej delali samo to, kar delamo, bomo še naprej tam, kjer smo. Morda bi bilo prav zdaj potrebno razmisliti, kako povezati univerzo v Ljubljani z raziskovalnimi ustanovami, ki so tu, v centru Slovenije. Pri tem pa bi morala biti univerza previdna in oddelna. Morala bi poiskati način, kako raziskovalne ustanove privabiti v partnerstvo in jih spraviti pod skupno streho, ne da bi pri tem ogrozila samostojnost posameznih partnerjev. Po mojem mnenju bi povezanost z raziskovalnimi inštituti zelo okrepila ugled univerze v svetu in ji dala pravi raziskovalni karakter. Kakovost univerze, seveda ne po šanghajski lestvici, se prav gotovo izkazuje tudi v kakovosti pedagoškega dela in z doseganjem tistih kompetenc študentov, ki naše diplomirance napravijo konkurenčne v domačem in tujem okolju. Sodobna univerza, če želi biti uspešna, mora biti pedagoško, ne samo raziskovalno, odprta navzven in navznoter. Navzven smo pa v veljavi bolonjske prenove postali primerljivi s tujimi univerzami. Dana je možnost, da naši profesorji in študenti gostujejo na tujih univerzah. Tujci prihajajo k nam in prevzemajo del pedagoške obveznosti, tuji študentje so poslušalci na naših predavanjih. Povsem odprto pa še obstaja
Kako privabiti tuje profesorje in tuje študente, kako spodbuditi naše, da bodo del študija pripravili v tujini. Univerza bo morala poiskati dodatna sredstva. Za Univerzo v Ljubljani velja, da so Erasmus subvencije nezadostne. Druga pot, kako biti odprt navzven, so mednarodni razpisi za mesto učiteljev. Vendar tujih učiteljev skoraj ne nastavljamo, ker niso vpeti v našo sredino, v naše domače razmere. Temu bi se morali izogniti. Morda tako, da komisijo za zaposlitev novih učiteljev potegnemo iz fakultetne na univerzitetno raven. Na vsak način bi moral biti rektor vključen v komisijo, saj je rektor tisti, ki podpiše pogodbo z učiteljem. Vkolikor zares želimo biti tudi pedagoško internacionalni, bo potrebno vsaj del predavanj opraviti v angleškem jeziku, ki ga razume vsak tuji študent. Pri tem pa moramo zelo paziti, da ne bomo zanemarili ali zapostavili svojega jezika in kulture. Kakovost pedagoškega dela vsaj deloma zavisi od internacionalizacije. Kako pa je s povezanostjo navznotraj? Bojim se, da ni prave povezave med različnimi programi znotraj Univerze v Ljubljani. Ko pregledujem programe, imam pri nekaterih, res nekaterih občutek, da se predmeti ponavljajo in podvajajo. In ni prave moči, da bi izkoristili splošne predmete v dobro vseh. Z bolonjsko prenovo je tako, kot pravi Seneca. Spodbuda vedno prihaja od zunaj, spoznanja pa od znotraj. Ali ko oboje sovpade, dobimo razvoj. Spodbuda za bolonjsko prenovo je prišla od zunaj, ni pa naletela na spoznanja od znotraj. In zato ni doživela takšnega uspeha, kot bi ga morala. Bali smo se delati velike korake in poseči v sam srž pedagoškega dela. Ob tem pa smo morali sprejeti še zakon o nazivih, ki je študij podaljšal, ne pa skrajšal, kar je tudi ena od zahtev bolonjske prenove. Pogosto se sliši, da je bolonjska prenova kriva za svoj neuspeh. Bolonjska prenova ni kriva. Krivi smo mi, ker smo si bolonjsko prenovo predstavljali po svoje. Predvsem pa tako, da nihče od profesorjev ne bi ostal brez svojega predmeta. Bolonjska prenova lahko in mora zaživeti predvsem s kulturo kakovosti in odgovornosti. In to ne odgovornosti do profesorja, ampak odgovornosti do študentov. Pomemben steber kakovosti ob znanstveno-raziskovalnem in pedagoškem delu je etika. V današnjem času mnogo govorimo o etiki. Za etične odnose potrebujemo vzgojo v ključnih obdobjih oblikovanja osebnosti. Vzgoja o etiki se mora nadaljevati tudi na visokošolski stopnji. Na visokošolski stopnji se bolj posvečamo poklicni etiki in etiki v znanstveno-raziskovalnem delu. Zato je treba na vsaki univerzi vzpostaviti pouk etike in imenovati komisijo za etiko, ki jo je ta univerza že imenovala. Potrebno je izdelati etični kodeks, kar pa je še mnogo pomembneje, se je etičnega kodeksa nujno tudi
Agencije za kakovost visokega šolstva srečamo z etičnim odklonom v visokem šolstvu. Etika v zakonu o visokem šolstvu ni omenjena. V naših merilih za akreditacijo ni. Zato je tako težko postopati pravilno in korektno. Prepuščeni smo lastnim, individualnim, etičnim normam. Dejstvo pa je, da mora biti etika in deontologija del visokošolsko izobraženega študenta in učitelja. Vsak visokošolski izobražen človek mora imeti sposobnost za etično presojanje in etično držo. Zdaj pa mi dovolite, da še nekaj spregovorim o svojem delu na Agenciji za kakovost visokega šolstva, kjer se vsak dan ukvarjamo z akreditacijami zavodov in akreditacijami prvih programov. Zgodi se, da dobimo na mizo akreditacije zavoda samo s pogodbeno zaposlenimi učitelji, brez enega samega redno zaposlenega učitelja. In vendar prepreke za ustanavljanje šole brez rednih učiteljev ni niti v zakonu o visokem šolstvu, niti v merilih za akreditacijo, ki so tako in tako samo podzakonski akt. Torej, ustanavljamo šole brez enega samega redno zaposlenega učitelja. Kako naj se ustvari kultura kakovosti in kultura odgovornosti, če pa učitelji samo pridejo, odpredavajo in odidejo? Tako ustanovljeni zavodi, ki imajo samo pogodbene delavce, ne morejo zagotavljati kulture kakovosti visokega šolstva, kljub temu, da izvajajo samo evalvacije in imajo pravilno sestavljene komisije za kakovost. Visokošolske zavode tudi ponovno akreditiramo. Kot Agencija za kakovost visokega šolstva si moramo vzeti dovolj časa, da ne samo pregledamo delovanje zavoda, ampak se posvetimo tudi izbranim, predvsem problematičnim programom. Prav bi bilo, da ko je ponovno akreditiran visokošolski zavod, so s tem potrjeni tudi vsi programi. Hudo neprijetno je, ko ponovno akreditiramo že akreditirane programe. Ponovne akreditacije programa so nesmiselne. Visokošolski zavod mora sam skrbeti za kakovost izvedbe svojih programov. Mora jih posodabljati in prilagajati trenutnim potrebam okolja. Običajno najprej akreditiramo zavod, nato pa se lotimo še vsakega programa posebej. Po vseh teh letih mi ni jasno, kaj se zgodi, če najprej ponovno akreditiramo zavod, ne akreditiramo pa določenega programa zavoda. Ali v tem primeru pade tudi ponovna akreditacija zavoda? To ni razvidno iz zakona o visokem šolstvu. Vsekakor je potrebno to zadevo zakonsko urediti. Dokler ne spremenimo zakona o visokem šolstvu, bomo morali še izvajati ponovne akreditacije programov, namesto da bi delali analize in presoje za dvig kakovosti visokega šolstva. Prepričana sem, da bi Nacionalna agencija za kakovost visokem šolstvu morala biti svetovalec za rast kakovosti in ne nadzornik že akreditiranih programov. Pa naj zaključimo v bolj optimističnem tonu. Kulturo kakovosti in odgovornosti je potrebno graditi. S tem smo šele začeli. Nekaj letih bomo uspeli. Zanka kakovosti bo zaprta in kakovost se bo odražala tako v pedagoškem, kot tudi v raziskovalnem delu.
Ne dovolite, da bi vas na pravi poti kdo prehitel. Kakovost je edini pravi odgovor majhnega naroda na izzive prihodnosti. Od nas samih je odvisno, ali jih bomo kos. Hvala. Napočil je čas, da podelimo prvi častni naziv. To je naziv častni doktor Univerze v Ljubljani. Podeljujemo ga za izjemne dosežke na področju znanosti in umetnosti. Prosim rektorja univerze, profesorja dr. Ivana Svetlika za svečano podelitev. Spoštovani zbor, Senat Univerze v Ljubljani je na seji 25. maja 2015 na predlog Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad sprejel naslednji sklep o podelitvi letošnjih univerzitetnih priznanj. Na predlog Medicinske fakultete v Ljubljani za častnega doktorja Univerze v Ljubljani proglaša profesor Benka Vimblada za izjemne dosežke na področju raziskav starostnih demenc in za uspešno sodelovanje z Univerzo v Ljubljani. Prosim za obrazložitev. Profesor dr. Benk Vimblad velja za vodilnega strokovnjaka z področja demence v svetovnem merilu. Kot profesor geriatrije od leta 1982 aktivno raziskuje na širokem področju epidemiologije, genetike in zdravljenja demenc, predvsem Alzheimerjeve bolezni. Je vodja raziskovalnega centra za Alzheimerjevo bolezen na Inštitutu Karolinska, enote za klinične študije z področja demence, švedske raziskovalne mreže za študij možganov ter Evropskega konzorcija za Alzheimerjevo bolezen. V zadnjem obdobju se posveča predvsem raziskavam z področja razvoja novih zdravil za demenco. Doslej je vodil številne klinične študije učinkovin, ki delujejo na nastajanje, kopičenje in izločanje beta-amilodnega proteina. Profesor Vimblad je za svoje raziskovalno delo prejel številna priznanja in nagrade. Priznanje Švedske kraljeve akademije za medicino, nordijsko nagrado za gerontologijo, mednarodno nagrado za področje psihogeriatrije in življenjsko delo z področja Alzheimerjeve bolezni, nagrado Alojza Alzheimerja. Objavil je več kot 1150 izvirnih publikacij z področja gerontologije in demence, ter bil mentor pri več kot 150 doktorskih disertacijah. Od leta 2011 profesor Vimblad posredno aktivno sodeluje tudi pri snovanju razvojnih strategij obravnave bolnikov z demenco v Sloveniji. Ima pomembne zasluge za vključevanje skupine slovenskih nevrologov in drugih medicinskih strokovnjakov z Univerzo v Ljubljani v evropske znanstveno-raziskovalne mreže in aktualne evropske projekte z področja nevrodegenerativnih bolezni. Profesor Benk Vimblad, quam obremte, Profesor Vimblad, quam obremte, spectatissime domine Benk Vimblad, declaro honoris causa doctorem Universitatis Labacensis. I now kindly ask you to sign in the book of honorary doctorates. Profesora Vimblada sem prosila, da se upiše v knjigo častnih doktorjev Univerze v Ljubljani. Professor, would you now kindly honor us with a short speech? First of all, I want to thank my collaborators, Professor Peter Schreck and Kramberger, for really good collaboration over the last 5 years, exchange of PhD students, doctoral students, and postdocs.
And I came from the north of Sweden, from the Arctic Circle, where I did my medical school. And I came to Stockholm like 20 years ago. And at that time, we had actually no idea what caused Alzheimer's disease. We had no treatment, and the quality of care was a tragedy, I would say. Today, with intense research, we can see that the quality of care has increased. We have the first treatment strategies, and the management of the patient is getting better. And I was very proud today when I heard that Professor Petrusek and Dr. Kramberger has managed to get your government to install a national plan for dementia management. I mean, the national plan really involves both basic and clinical research. It involves improving the quality in the chain of care. It improves the quality for the patient and their caregivers, and it will increase the awareness about these disorders. And certainly the government also has to put money into each of these steps, so I congratulate you. I'm really proud of the collaboration, and I think it also shows how good your university has done in European collaboration, not only with us in Stockholm, but also on the European level, where they got several larger grants and finalized one project just increasing the quality and the diagnosis of these patients. So thanks a lot to my friends here, thanks a lot to the rector of the university for this fantastic award. Thanks. Thank you, Honorary Doctor, for your words. Nadaljujemo s podelitvijo naziva Častni senator. Podeljujemo ga za pomembne prispevke k krepitvi miru in humanih odnosov v svetu ali za velike zasluge pri razvoju Univerze v Ljubljani. Letos bomo naziv Častni senator Univerze v Ljubljani podelili 3 izjemnim osebam. Prosim rektorja za podelitev naziva. Spoštovani zbor, na predlog Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani za častno senatorko proglašamo profesor Dubravko Tomšič-Srebotnjak. Za pomembne prispevke k mednarodnemu ugledu Univerze v Ljubljani in za dolgoletno izjemno umetniško in pedagoško delo na področju pianistike. Prosim za predstavitev nove častne senatorke Univerze v Ljubljani. Zaslužna profesorica Dubravka Tomšič-Srebotnjak je po šolanju na Srednji glasbeni šoli in Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani svoj študij nadaljevala v Združenih državah Amerike, kjer je bila leta 1955 izbrana za največji glasbeni talent. Po diplomi leta 1957 se je 2 leti izpopolnjevala tudi pri slovitem Arthurju Rubinsteinu. Ob bogati koncertni karieri na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani neprekinjeno poučuje od leta 1967. Rezultat njenega izjemnega pedagoškega dela je skoraj 100 diplomatov, uspešnih koncentrantov in pedagogov. Njeni študentje so prejeli vrsto državnih in mednarodnih nagrad ter 8 univerzitetnih in 20 akademijskih Prešernovih nagrad. Najboljši med njimi so postali univerzitetni profesori v Avstriji, Italiji, na Nizozemskem, v Franciji, Makedoniji, na Hrvaškem, v Srbiji in seveda tudi v Sloveniji. Dubravka Tomšič-Srebotnjak je Univerzo v Ljubljani in Akademijo za glasbo Univerze v Ljubljani kot vrhunska umetnica zastopala na več kot 4500 koncertih na vseh celinah. Snemala je za številne radijske hiše po celem svetu in pri mednarodnih založbah, največ v Združenih državah Amerike, ter izdala preko 90 zgoščenk z deli svetovnih klasikov. Za svoje vrhunsko umetniško delo je prejela številne mednarodne nagrade in najvišja državna priznanja. Med njimi nagrado Avnor v bivši Jugoslaviji in Prešernovo nagrado, najvišjo slovensko nagrado na področju umetnosti. Rektor, prosim. Vam oprijemite, skriptati se med domina Dubravka Tomšič-Srebotnjak, honoris causa senatorem Universitatis Labacensis declaro.
Sredovnjak za vpis v častno knjigo senatorjev Univerze v Ljubljani. Spoštovani gospod rektor, profesor dr. Svetlik, spoštovani senator Univerze v Ljubljani, spoštovani prejemniki priznanj, spoštovani visoki gostje in dragi kolegi. Od srca se zahvaljujem senatorjem Univerze v Ljubljani za to veliko priznanje. Ob tem dogodku gredo moje misli daleč nazaj v povojni čas. Prag Akademije za glasbo sem pristopila davnega leta 1949, takrat kot 9-letno dekle. Na prvih izpitih pred komisijo profesorjev sem nastopila tako, da sem na notni pult klavirja postavila svojo najdražjo punčko in ji zaigrala izpitni program. To po zbirokratizirani bolonjski prenovi danes sploh ne bi bilo možno. Po zaključenem drugem letniku študija sem odpotovala v London in nato v New York, kjer sem diplomirala na Juilliard School of Music in se dodatno 2 leti stopnjevala pri Arthurju Rubinsteinu. Imela sem srečo, da sem se učila pri velikih mojstrih in obenem od 5. leta neprestano nastopala. Ves čas se je v meni krepila želja, da bi svoje znanje in izkušnje prenašala na mlajše rodove. Tako sem leta 1966 pričela s poučevanjem klavirja na Akademiji za glasbo, leto zatem pa sem se tam tudi zaposlila kot docentka. Ponudili so mi delo na več najpomembnejših akademijah in univerzah po svetu. A sem ostala zvesta domovini, za kar se verjetno lahko zahvalim svojemu pokojnemu očetu, profesor dr. Ivanu Tomšiču, ki je bil cenjen strokovnjak mednarodnega prava. V teh skoraj 5 desetletjih akademskega poučevanja sem ob lastnem nastopanju vzgojila več kot 100 pianistov in pedagogov iz Slovenije in tujine, ter vodila številne mojstrske tečaje po tujih akademijah in univerzah. Delo s študenti me veseli še danes, ko kot upokojena zaslužna profesorica še vedno sodelujem z matično akademijo. Ves ta čas Akademija za glasbo ni imela lastnih prostorov. Zato sem se še posebej veselila projekta 3 akademij, ki je po prelomu tisočletja obetal gostoljuben dom vsem 3 umetniškim akademijam te univerze. Danes, ko so ti načrti le še spomin, se zdi, da se bodo vsaj posamične prostorske težave vsake od akademij začasno rešile, če bo le dovolj pripravljenosti na strani slovenske države. Doživela sem številne prenove, reforme visokošolskega prostora, vključitev Akademije za glasbo v okvir Univerze v Ljubljani, raznovrstne krize, ki so večinoma pomenile krčenje sredstev in posledično še večje zavzemanje pedagogov in študentov, včasih pa tudi nerazumljivo ožanje standardov, očitno zaukazano iz prostorov, ki študija umetnosti nikoli niso videli od blizu.
Vse to se lahko dogaja še naprej, a nikoli ne smemo pozabiti, zakaj smo tu. Kakšno je naše poslanstvo? Tu smo, da mladim, nadarjenim, nadobudnim, ustvarjalnim, smelim in požrtvovalnim, od katerih je odvisna, če hočete, tudi prihodnost naroda, ponujamo varno in spodbudno polje učenja, spoznavanja, raziskovanja, sanjarjenja. Tako kot tisti 9-letni deklici, ki je igrala na izpitu v svoji punčki. Zato upam, da bo ta univerza znala najti pot, da se ubrani vdorom v svojo avtonomnost in avtonomnost strok, ki so na njej našli svoj dom. In na tej poti lahko vedno računa tudi na mojo pomoč. Hvala lepa. Prosim rektorja za razglasitev naslednjega častnega senatorja. Na predlog Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani za častnega senatorja proglašamo znanstvenega svetnika dr. Justena Tessiera za vztrajno in požrtvovalno dolgoletno sodelovanje pri vzgoji podiplomskih študentov ter podporo raziskovalnega dela in krepitev prepoznavnosti Univerze v Ljubljani. Prosim za Sodelovanje z dr. Justenom Tessierem in njegovo skupino na Inštitutu za farmakologijo in strukturno biologijo v Bruslju se je pričelo v 90-ih. Od takrat se dr. Tessier redno odziva na povabila na konference, ki jih organiziramo v Sloveniji in tako bistveno pripomore k naši prepoznavnosti v svetu, svojo udeležbo pa pritegne tudi druge udeležence. Skupaj z dr. Tessierem smo objavili 19 znanstvenih člankov v prestižnih znanstvenih revijah, sodelovali smo v več bilateralnih in evropskih projektih. V raziskovalno projektno delo so bili vključeni številni dodiplomski ter magistrski in doktorski študenti. Mnogi od njih so delali v laboratoriju dr. Tessiera, kjer so imeli na voljo infrastrukturno opremo celotnega inštituta. Poleg tega pa dr. Tessier sodeluje tudi pri njihovem formalnem izobraževanju kot mentor, somentor in član komisij za zagovore. In kar je verjetno najpomembnejše, vedno najde čas za pogovor in izzivalno dvomi v postavljene hipoteze ter modro skozi znanstveno razpravo vodi naše raziskovalce in študente. Dr. Tessier se aktivno vključuje tudi v pedagoško delo na Univerzi v Ljubljani. Pri predmetu elektropolacija v biologiji, biotehnologiji in medicini, te mednarodne šole, ki jo izvajamo vsako leto, dr. Tessier sodeluje kot predavatelj in član programskega odbora že od samega začetka leta 2003. Od začetka izvajanja šole, s katero je univerza nedvomno pridobila sloves središča elektropolacije v svetu, se je šole udeležilo že preko 500 udeležencev iz 31 držav. Rektor, prosim. Quam obremte, spectatissime nomine Justin Tessier, honoris causa senatorem Universitatis Novacensis et al. Professor, to sign in the Book of Honorary Senators. Would you also honor us with a short speech? Thank you very much. I want to say I'm very wrong
We started working with the Faculty of Electrical Engineering in the late 90s, and we were working through a European-funded project, which was called the Clean Laboratory, where we were able to bring our competence which were in different fields. I mean, I was for biophysics, and the group in Ljubljana was dealing with electrical engineering. And what we succeeded to do was to have a project we bring a new medical equipment, which is called Clean Laboratory, which is bringing a lot of advantage in surgery against cancer. So really we were working, bringing our competence on both sides. And from that, we start to try to have more and more collaboration by using different grants from the Proteus program, and then the PIX program from between Slovenia and France. And then just now we have what we call the Laboratoire Européen Associé, which is an association between the CNRS in France and several institutions in Slovenia, including, of course, the University of Ljubljana. I have the pleasure to welcome in my group in Toulouse several students coming from Ljubljana, and I was a commenter of a thesis of a student from Ljubljana, and I will tell you that I really appreciate the high level of the students in our joint board, and the fact that they were really involved in research. I'm glad to be part of the faculty staff of the EBTT, this European School on Using Electric Field for Life and Health Science, which is organized every year here in Ljubljana last week, where we are welcoming students coming from all parts of Europe and even of the world. There are some students coming from the US, just telling us as far as we are going to do something together here in Ljubljana. We are still working. We have done some more projects dealing with new using basic science to design transnational research towards either medical application or towards new biotechnology application, mostly now in the field of technology. And this involves other departments in the faculty, in the University of Ljubljana. And, well, this was possible only thanks by all the efforts of Professor Miklavic here from the Faculty of Electrical Engineering, which has been working very hard for us, and which is just now in a cost action at the European level. We're able to gather all the specialists in the field all over Europe. And I really want to thank you for all what you have done with us during this last 15 years. Thank you very much. Thank you very much, Honorary Senator, for your words. Prosim rektorja za razglasitev tretjega častnega senatorja. Na predlog Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani za častnega senatorja proglašamo profesor dr. Franca Leberja za izjemno in nesebično zavezanost univerzalni akademski odličnosti in za pomemben prispevek pri dvigu kakovosti dela Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Prosim za predstavitev. Dr. Franc Leber je zaslužni profesor Tehniške univerze v Gradcu, kjer je leta 1992 ustanovil Inštitut za računalniško grafiko in računalniški vid. V tistem času se je začelo tudi sodelovanje s Fakulteto za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Uspel je tudi v poslovnem svetu, kjer je ustanovil podjetje Excel za fotogrametrijo in analizo slik, ki ga je kasneje prodal Microsoftu. Leta 2011 je bil kot tuj strokovnjak s področja računalništva in informatike z izvrstnimi mednarodnimi referencami na povabilo rektorja Univerze v Ljubljani imenovan v razširjen projektni svet za nadzor in koordiniranje projekta novogradnja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Izgradnja novih prostorov obeh fakultet je bila največja investicija v zgodovini Univerze v Ljubljani in največji investicijski projekt Evropske unije zadnjih let v jugovzhodni Evropi. Profesor Leber je aktivno sodeloval na vseh sestankih razširjenega sveta,
katerega naloga je še 15 let po izgradnji preverjati ustreznost vsebinskega izvajanja investicijskega programa. Razlaga na jeziku, a vedno dobronamerno, je podal številne kritične pripombe in konstruktivne predloge. Na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani je vedno spodbujal k dvigu kakovosti dela ter doseganju akademske odličnosti. Merila kakovosti je predstavil na pedagoški konferenci fakultete. K mednarodnemu povezovanju Univerze v Ljubljani je aktivno prispeval s prizadevanji za skupen magistrski študijski program Dual Degree. Tehniške univerze Gradec in Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Ta je bil nato uspešno vzpostavljen leta 2013. Vam obremtes, percatissime domine Franz Leber, causa senatorem Universitatis Labacensis, et Ladies and gentlemen, friends, there are three emotions in me. One is the emotion of intimidation, a second one is of joy, and the third one is of humility. The intimidation is I've never been in an assembly of 26 deans with gold chains and beautiful uniforms and in a very nice room. The joy is obvious. A joy about receiving an honor, but also an honor that reflects the beliefs on the Ljubljana side, that my outspoken ways, as it says in the translation, have been appreciated and were successful in my participation in this committee to make this European Union investment in Ljubljana. The humility comes from the group of people that are being honored today. I'm very impressed with the high level of achievement of the other people, so that I have a sense I don't really deserve this. And somehow I think maybe this award is also one that goes to my academic home institution, the Graz University of Technology, 201 kilometers from here. Let me get to the university in Graz in a moment, but let me augment a little bit of what I read in the English translation of these words, this laudatio. I think it was in 1995, exactly 20 years ago, that I was first exposed to the University of Ljubljana with Franz Solina, who is a professor of computer science and a specialist in computer vision. And he brought with him to that conference, that was a joint Austrian-Slovenian conference in Maribor, not in Ljubljana, a young guy of the name Aleš Leonardis, who had gotten his PhD just prior to that in Pennsylvania from a world-famous computer science professor of the name Ruzena Bajci, a friend of Ljubljana as well. So I was so impressed that I made a job offer to Aleš Leonardis, which he declined. That was my first exposure to Ljubljana, trying to steal one of your brilliant young scientists. But we converted it into an offer which he accepted to be an adjunct professor at our institute in Graz. And this was a very successful affiliation, as illustrated by the number of publications, the thesis, co-advising, and so forth.
We also, and that was mentioned in your thing, at least in the English translation, we instituted a dual degree program. As you know, we have in Austria, in the southern region of Carinthia, a Slovenian minority. You also know that Graz is in the corner of the German-speaking territories. And when you are in Graz, you have a natural inclination to look south, east, and north. Slovenia, Hungary, Czech Republic, Comenius University in Bratislava. So this dual degree program was a natural idea. And the good news is that we have a first graduate who is both a graduate of the University of Ljubljana as well as of Graz University of Technology. The bad news is it's only one so far. It started in 2013, but we would like to have more, and we would like to be a little more successful with the Austrian-Slovenian minority. We so far are not. We need to do more marketing. When you look, in February we have a joint Austrian-Slovenian conference on computer vision. I have to look at my little note to know what the place is called, the Rimske Toplice. So, we are working together, we are exchanging, we would like to do more. The university itself, Technical University Graz and the University of Ljubljana have since 2001 had 15 cooperative projects. 6 of those 15 are still active. They extend typically over a period of several years. The total project sum is 2.2 million of those 6 that are still active. So that's about 320,000 euros a year for both universities. It should be more, it could be more. We need to work on that. 4 of those 6 are with the chemical engineering team. 1 is mechanical engineering, car safety, and 1 is with computer science, which is the area in which I dabble. How do we do this? This is probably not the place and time to debate on how to do more and better and deeper, but it's certainly the place and time to say we want from Graz to do more. In preparation for this visit and this honor, I've talked to the rector of our university, and it's very clear there's a desire to do more. So let us talk, let us visit, let us debate, let us grow ideas, and let's bring friends. Thank you. Nadaljujemo s podelitvijo plaket Pro Univerzitate Labacenci. Podeljujemo jih fizičnim in pravnim osebam, ki so s svojimi sredstvi ali delom pomembno prispevali k razvoju materialnih možnosti univerze ali k usposabljanju njenih sodelavcev. Prosim rektorja, da podeli plakete. Na predlog Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani plaketo Pro Univerzitate Labacenci podeljujemo družbi Krka Novo mesto. Podjetje Krka oziroma njen direktor, gospod Jože Colarič, sta v letu 2014 pokazala velik posluh za težave, s katerimi se srečuje Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani pri nakupu nujno potrebnih in dragih glasbenih inštrumentov. Tako je Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani strani Krke prejela donacijo 145.000 evrov za nakup novega vrhunskega koncertnega klavirja znamke Steinway, s katerim študentom je omogočeno muziciranje na mednarodno primerljivem vrhunskem inštrumentu. Prav tako je družba Krka že v preteklosti pokazala naklonjenost in pomoč pri delovanju Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Med drugim je sponzorskimi sredstvi pomagala pri 2 nadvse uspešnih gostovanjih simfoničnega orkestra Akademije na prestižnem festivalu Young Euro Classic v Berlinu v letih 2004 in 2007. Na teh gostovanjih, ki brez pomoči Krke ne bi bila izvedljiva, se je orkester Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani po mnenju tuje kritike uvrstil v sam vrh evropskih mladih orkestrov.
Prosim gospod Elviro Medved, vodjo službe za odnose z javnostmi družbe Krka, da prevzame plaketo. Na predlog Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani plaketo Pro Universitate Labacenzi podeljujemo Pahernikovi ustanovi. Pahernikova ustanova se zavzema za sonaravno gospodarjenje z gozdovi, spodbujanjem mladih študij gozdarstva ter podpiranjem raziskovalne dejavnosti. Ustanova zgledno gospodari s posestjo, ki je hkrati učni objekt za študente, ter se zavzema za splošni napredek gozdarskih ved. Do sedaj je bilo podeljenih 29 štipendij na 2. in 3. stopnji ter sofinanciranih preko 50 raziskovalnih nalog in publikacij, med drugim več učbenikov in monografij. Na Pahernikovem posestvu vsako leto sprejmejo več ekskurzij študentov in gozdarskih strokovnjakov. Prosim predsednika upravnega odbora Pahernikove ustanove Maksa Suška, da prevzame plaketo. Na predlog rektorja Univerze v Ljubljani, profesora dr. Ivana Svetlika, plaketo Pro Universitate Labacenzi podeljujemo tudi skupini Brdo, sodelavcem Univerze v Ljubljani za zavzetost pri izgradnji Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Sodelavci Univerze v Ljubljani so v preteklih letih pri načrtovanju in izvedbi novih prostorov za Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakulteto za računalništvo in informatiko storili mnogo več, kot sta od njih zahtevala položaj in delovno mesto. Njihova zavzetost je bila posebej vidna pri snovanju in načrtovanju projekta, kar se je začelo nekaj let pred začetkom gradnje. Še posebej so se angažirali pri pridobivanju evropskih sredstev za projekt. V projekt so neomajno verjeli in mu zato posvetili veliko časa, znanja in energije. Svojo zavzetostjo so tudi pozitivno vplivali na sodelavce, ki so bili v projekt vključeni. Kljub kriznim razmeram je bila gradnja prostorov za obe fakulteti izvedena v načrtovanih rokih in z mnogo nižjimi stroški od prvotno predvidenih, kar je omogočilo pridobitev novih prostorov tudi za medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Prosim člane skupine Brdo, da prevzamejo plaketo. Mihaela Bauman Podolsteršek. Bojan Majes. Profesor dr. Radovan Stanislav Krejon. Janez Topovšek. In profesor dr. Nikolaj Zinic, ki ga danes ni z nami, tako da bomo plaketo podelili v njegovi odsotnosti. Čestitke vsem prejemnikom. Na Univerzi v Ljubljani zlate plakete podeljujemo posameznikom za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja ter za krepitev ugleda Univerze v Ljubljani. To častno priznanje letos prejmejo profesor Primož Novšak z Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani.
Profesor dr. Sonja Možina Smolec, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Profesor dr. Nevenka Hrovatin z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Profesor dr. Slavko Strihal z Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Profesor dr. Marko Munih z Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Profesor dr. Jana Roškar z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Profesor dr. Stanko Srčič z Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani. Inženir Janez Gorišek z Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Profesor dr. Tomaž Prosen z Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Profesor dr. Marko Robnik Šikonja z Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Profesor dr. Janez Kopač z Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. Docent dr. Maja Trošt z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. In profesor dr. Janez Kranjc z Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Pred nami je še zadnja podelitev priznanj v okviru slavnostne seje senata letošnjega leta. Podelili bomo svečane listine mladim visokošolskim učiteljem in sodelavcem za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke. Letos to svečano listino Univerze v Ljubljani podeljujemo docentu Luki Juhartu z Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Svečano listino prejme tudi docent dr. Jaka Žgajner z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Pa tudi docent dr. Matej Černe z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Docent dr. Vitomir Štruc z Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Docent dr. Alenka Zvonar-Obirk z Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani. Docent dr. Franc Sinul z
z Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Danes ga ni z nami, tako da mu listino podeljujemo v njegovi odsotnosti. Vsemo in aplavz. Listino prejme dr. Klemen Šivic z Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Docent dr. Erik Štrumbl z Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. In še asistent dr. Uroš Kardan z Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. Še enkrat čestitke vsem prejemnikom priznanj, listin, častnih nazivov in plaket. Najlepša hvala, cenjeni gostje, da ste današnji dan delili skupaj z nami.